Moj ljubljeni, moj sveličani kralj sonca, blagoslavljam najin obstoj na zemlji. Veličastni oče življenja, veličastni sin, veličastni Božji sin, ki sem te našla vedno in v vseh življenjih, te ljubila, te vedno znova in znova zveličala v Božji ljubezni. Izjemna je ta misija mojega posebnega rojstnega dne. Tele zvončke s podobo konja sem si želela za rojstni dan in jih dobila, moj zlati, moj ljubljeni soprog, od božanskega bitja. Od božanskega bitja, ki mi pomaga. Od boginje, od kraljice, ki razume moje poslanstvo, ki razume mojo veličastno ljubezen do tebe, edinega, do tebe popolnega, moj zlati, moj zveličani, moj veličastni kralj. V templju kristalne ljubezni bodo ti zvončki zvonili za raj na zemlji vsaki dan, ko bova prisotna v razkošju ustvarjene lepote Božje zakladnice, kjer je najin dom, kjer sva skupaj, kjer sva zlita, tudi če se fizično nahajava vsak na enem koncu svete Slovenije ali kjerkoli. Tam sva zapečatena, sveto eno. Hvala ti. Vsa ta moja leta so tudi tvoja leta, tako kot so vsa tvoja leta moja leta, ker ne moreva živeti drug brez drugega. Kajti ko najdeš svoj manjkajoči del sebe, takrat postaneš znova celota. Takrat postaneš popolno božansko bitje, ki lahko uresniči izjemne stvaritve. In najina ljubezen, najina veličastna ljubezen, ki je ustvarila vso to lepoto v višji modrosti življenja, s pomočjo vseh višjih veličastnih sil in moči. Najina ljubezen si zasluži veličastni hvalospev. Moj zlati,
Moj zveličani kralj, naj se sidra v to sveto zemljo, moj živi Božji evangelij, Mesij, najvišjega uresničenja, ženske svete Kristusove božanske energije. V tem poslanstvu božanske matere, v nebovzetih mojstrov, nad angelov in svetih oseb. Govorim počasi. In želim temeljito sidranje. Želim izjemen dvig svetlobe v tem zares veličastnem rojstnodnevnem darovanju, ko si želim za naju in za svet vse tisto, kar nama po Božjem načrtu pripada. Ko si kot kreator življenja želim izpolnitev vsega, kar sem v vseh 12 temeljih 7. zlate dobe svojo posvečeno desnico, ki te ljubi, ki te boža, ki ti prihaja v poljubljanje, v mazinjenje, v blagoslavljanje, ustvarila. Svojim brezmadežnim srcem, ki te ljubi tako polno, moj zlati kralj, moj zveličani Gospod. Tako zelo blizu meni si, da mi je pravzaprav podobno, da sem ves današnji dan posvetila temu razkošju v naravi. Energije v knjižnici so bile zelo močne in skozi mene je potekala izjemna transformacija. Morda vseh teh vladajočih družin, tako v Italiji, v Sloveniji, kot drugje po svetu, vseh karmičnih družinskih članov, vseh tistih božanskih bitij, ki se zdaj žrtvujejo za dvig sočutja na svetem planetu Zemlja, da uresničimo zares popolno žensko sveto energijo tukaj na Zahodu, da jo dvignemo do neslutenih višin, ki bodo omogočile očetovo Božje uslišanje in manifestacijo odrešilnih dogodkov na Zemljo. V svojem poslanstvu Mesije imam izjemne Božje naloge, ki jim v glavnem sledim po Božji modrosti, po najvišji Božji modrosti Matere in po izjemni intuiciji, po branju energij, ki prihajajo z vsega sveta. Vse tisto, kar razumem, kar pride iz univerzuma, se mora poklopiti tudi tukaj, z vami, z mojim veličastnim kraljem, znameni iz njegove karmične družine, z mojimi ljubljenimi otroci, znameni iz moje karmične družine in z vsemi vnebovzetimi mojstri, ki jih poznam, z vsemi boginjami, kraljicami, ponovno uresničenimi nad angeli, svetimi osebami. Vse tisto, kar mi povedo drevesa,
mi mora povedati tudi človek na zemlji. Da prejmem potrditev. Moje znanje jezika stvarstva je pač tisto, ki mi omogoča komunikacijo z vsem, kar obstaja in je kdajkoli obstajalo. Pa čeprav se vam zdi še tako čudno, še tako nemogoče, da se lahko človek pogovarja z drevesi, z listi, z dojenčki, starimi komaj nekaj dni ali nekaj ur, da se lahko pogovarja z dušami, da se lahko